Leta 2018, še preden je bil novejši večstanovanjski blok zgrajen, je mlada družina kupila eno od v njem načrtovanih stanovanj. 73 kvadratnih metrov z velikim balkonom, s katerega lahko uživamo v razgledih vse od Krima pa do Triglava, se je zdelo idealno izhodišče za prve korake mlade družine. Nato pa so prišli novi, sladki izzivi. Tole sveže, elegantno stanovanje sta lastnika kupila, ko je bil na poti eden, ki pa kasneje ni ostal edinec. Zato je bilo premišljeno delo arhitektke še toliko bolj dobrodošlo. Stanovanje v novem bloku v Ljubljani so zgradili leta 2017. Mlada družina pa se je ven vselila naslednje leto, potem ko so končali opremljanje njihovega novega doma. In pri tem stanovanju je ena zanimiva zgodba. In sicer, ko ste se vseljevali, ste načrtovali za malo manj oseb, a ne, kakor je pa zdaj končno stanje. Ja, ko smo se vseljevali, je bil eden na poti, vedeli smo pa, da verjetno ne bova ostala pri enem, tako da sva hotela tudi prilagoditi temu načrtovanju verjetno še enega družinskega člana, potem da bo malo bolj funkcionalno to stanovanje. Tanja, kako je to vplivalo na vaše delo? Lastnika sta pravzaprav kupila stanovanje na 73 kvadratih, ki je bilo zasnovano za en par. In to smo seveda skušali spremeniti, sploh ko smo vedeli, da je Max že na poti, in zasnovati stanovanje tudi vnaprej tako, da ne bo potrebna selitev eno leto po vselitvi. Temu primerno smo potem prilagodili že tekom gradnje samo stanovanje in zasnovali tudi opremo. Aha, torej že tekom gradnje se dalo, ni bilo treba česa podirati. To je bila sreča, da sta pristopila ta prav trenutek do mene in smo potem pogledali, kaj se da znotraj tega tlorisa narediti, ne da bi ogrozili seveda nosilno konstrukcijo. Temu smo potem lahko skupaj z izvajalcem del prilagodili tudi inštalacije. Pridobili smo 2 sobici še za mlajše člane družine. Kako je bilo najprej tukaj zamišljeno, kaj je bilo tako drugače? V bistvu zrisano je bilo tako, da je bila v bistvu ena velika spalnica z garderobno sobo, ena majhen kabinet pa malo večja kopalnica. In potem smo na račun kopalnice pa majčkeno tudi dnevnega prostora razširili tisti kabinet v prav otroško sobo. Garderobno sobo prilagodili tako, da smo dobili majhen kabinet, kjer je pač za nek krajši čas možno tudi imeti pač enega manjšega otroka. Lastnika sta se za strokovno pomoč obrnila k prijateljici arhitektki, saj sta vedela, da je prilagoditev novega stanovanja njunim željam in potrebam preveč zahtevna naloga za laika. Torej je najbolje, da se skupaj z arhitektko sprehodimo skozi to stanovanje in spoznamo novo ureditev. Vstopamo v to stanovanje v ozek in relativno dolg hodnik, ki sem ga želela pač razširiti tudi s tem, da sem dodala velika ogledala. Iz začetnega dela hodnika vstopimo v kopalnico, ki je bila zožana na račun tega, da smo pridobili večjo otroško sobo. Naslednja soba na tem hodniku, ki ga spremlja ta glavna svetlobna poteza, je otroška soba, kjer smo z belimi površinami povečali ta svetlobni učinek in pa seveda zagotovili, da je možno umestiti vanjo tudi delovno mizo, dovolj omar in pa seveda še enojno posteljo za enega izmed otrok. No, potem pa pridemo v ta glavni bivalni del, ki je bil tudi malenkost zmanjšan na račun, da je sobica postala vsaj soba in pa seveda tudi ta jedilni kot smo skušali oblikovati, izbrati take stvari, da ne delujejo pretežke, da ne zapolnijo preveč prostora in smo s tem ohranili to zračnost, pa se mi zdi, da še zmeraj dovolj manevrskega prostora ostane tudi ob samem kuhinjskem nizu. Zato je večina visokih omar, služi kuhinji v podaljšku visokih omar v samem hodniku. Na to pa se v bistvu ta poteza te opreme z visokimi omarami nadaljuje še preko nekdanje spalnice, ki je dobila zdaj še manjši predprostor, z ožjim in manjšim garderobnim delom, ki pa je imel vsaj svoje okno, kar nam je omogočalo, da smo potem naredili še to rošado v stanovanju in pridobili še kabinet. Zanimalo nas je, katere zahteve sta lastnika izpostavila kot ključne pri načrtovanju ureditve.
Ker je to najna prva nepremičnina, sva si želela veliko omar, ki so v gradnji in segajo pač čist do vrha, da je čim več stvari, ki jih imamo res ogromen, pač umaknenih. Je Tanja naredila v bistvu s tem premikom sten tak čudež, ker dejansko imava eno otroško sobo, en kabinet, relativno prostorno, vse ta dnevno bivalni prostor, pa še spalnico za naju. Tako da meni se zdi v nulo izkoriščen prostor, res vsak centimeter. Kdo je bil glavni pri izboru tekstur, barv in osvetlitve? No, neko izhodišče so bili nevtralni toni, ki se bi obdržali tudi na daljši rok. Začeli smo pravzaprav zelo belo zasnovo, ki se pa tekom razvoja te ideje potem tudi majčkeno obogatila sploh v tem bivalnem delu stanovanja, da smo dodali ton v nežnih sivih tonih s temnejšimi poudarki za malo več kontrasta. Pri izbiranju opreme so lastniki vselej pred dilemo. Ali opremo izbrati glede na kakovost, funkcionalnost, videz, vse pa ob upoštevanju sredstev, ki jih imajo na voljo. Tako je bilo tudi pri tem mladem paru. Jaz sem prišla do Tanje in sem rekla, tokle imamo. Ker če bi zbirali potiske, smo začeli zbirati neke boljše materiale, pa še malo boljše, smo videli, da to je šlo pač čist čez streho. Tako da v končni fazi za tisti budžet, ki sva si ga midva umislila, kolikor sva bila zmožna v tisti točki, se mi zdi, da smo dobili najboljše materiale. Ja, res je. Velikokrat se ljudje odločijo preveč vlagati v materiale, premalo pa potem se gradi na tem prostorskem učinku, ne samega stanovanja. In splača se priti v najvišje nadstropje, torej peto v tem primeru, kjer pa morate priznati, da dušo tudi vaša terasa. Ja, terasa je prav nekaj posebenega. Včasih se zvečer dobimo na kakšnem gin toniku, pa gledamo grad, pa gledamo hribe okoli. Razgled je res lep, no, zdaj sicer so nas majčkeno zazidali, ampak da se tudi Julice videti pa Triglav, tako da... To je bilo tudi tisto izhodišče, ko smo zasnovali ta glavni bivalni del, da smo na primer jedilno mizo postavili na tisti konec, ki ima najlepše razglede. Kavčko pa služi predvsem večernemu počivanju, in odmoru po napornem dnevu je usmerjen seveda proti svetemu igralu sodobnega človeka, televiziji. Ja, kako boste pa drugače ambiente gledali? Tako.